pozdravljeni v sekciji, ki je posvečena otrokom in ideologiji. Sekcija je tako izrazito moška, ampak nič hudega. Očitno je tudi ideologija izrazito moška zadeva. So welcome in the session about children and ideology. As I already said in Slovene, this is a men's session dictated by women. And it seems that ideology is more about men than women. Anyway, bomo kar začeli, jaz vas prosim tam nekje do 20 minut. Potem bomo pa na koncu še diskutirali. Najprej pozdravljam kolego Egona Pelikana z znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. In kar predajam besedo, naslov njegovega referata pa šole in otroštvo v Julijski krajini med obema vojnama. Hvala lepa. Med ključne definicije totalitarnosti štejemo ukinjanje avtonomije družbenih podsistemov in vdor ideologije na vsa področja življenja posameznika in zasebna področja. V vseh totalitarnih režimih je zato posebna pozornost veljala indoktrinacije mladine in s tem instrumentalizaciji šole ter drugih institucij, prek katerih se je najlažje izvajal ideološki vpliv na mladine. V prispevku predstavljam koncepte, značilnosti in učinke šolske politike v Julijski krajini v času fašizma, v luči ideoloških vplivov, seveda zgolj na nekaj primerih, ki sem jih iskal v učbenikih tistega časa. Prvo obdobje od leta 1923 do 1928, to je obdobje po Julijski krajini stopi v veljavo šolska reforma, imenovana po njenem tvorcu šolska reforma Gentile leta 1923. Reforma je zabrisala vse pokrajinske tradicije, deželno avtonomijo ali deželni partikularizem v smislu šolstva. Ideološko je temeljila na nacističnem neohegelijanskem modelu prekrivanja med konceptom nacionalnosti in državljanske pripadnosti na eni ter konceptom univerzalističnega razumevanja relacije posameznih država na drugi strani. Tako je namesto deželnih partikularizmov, regionalnih, etičnih, administrativnih tradicij in tako dalje, ter posebnosti, po uvedbi reforme znotraj pomovnega polja in prakse obmejnega fašizma nastal tudi tako imenovan koncept obmejne šole. Na drugi strani je šola prek različnih interpretacijskih modelov po predmetniku, od geografije do zgodovine in na primer latinščine, predstavljala v prvi vrsti didaktično orodje za ideologizacijo mladine otrok. Pri latinščini je na primer njen poudarek ni bil na filologiji, slovnici ali literaturi. Vključevala je v prvi vrsti mobilizacijo za ideale fašizma, ki je v zgodovinskem kontekstu iskal surogat ideološkim vsebinam in konceptom ideologije fašizma. V antični Rimu in latinščini naj učenci prek didaktičnih vzvodov prepoznavali bistva in cilje fašizma. Enako ideološko vlogo pa so prevzemali drugi učni predmeti. V 30 letih po ustanovitvi imperija, na primer geografija ali na primer italijanska slovnica. Naslednji problem je zasebna in javna sfera, pravi družinsko življenje in življenje v javnosti. Vsi totalitarni režimi v času med vojnama so družbo prepletli z organizacijami, ki so spremljali človeka od zibelke do groba. Prek teh organizacij je imel ponavadi režim nadzor nad populacijo. Ideologizirano otroštvo pa se je začelo že vstopom v vrtce, kar je prinašalo vrstno ugodnosti, hrano, obleko, igrale in tako dalje. Prvo, s čimer so se potem v šoli, v osnovni šoli soočili dijaki, je bila jezikovna delitev. Saj so kot alogloti sicer bili italijanski državljani, a govorci tujega jezika in s tem državljani drugega reda, ki jim je tudi bila namenjena posebna pozornost. Ta delitev je vključevala prepoved uporabe slovenščine, učbenikov, slovenščini knjig, slovenske literature ter uporabe slovenskega jezika tudi v zasebni komunikaciji. V šoli so te ukrepe spremljale kazni, ki so segale od opomina do zagovora staršev, javnih poniževanj, vse do telesnih kazni za spregovorjeno besedo.
Nastala je travmatična dvojnost otroškega sveta, pri čemer je na eni obstajala pojmovna, miselna in govorna praksa domačega družinskega okolja in na drugi strani uradno otroštvo, navednica, kjer so veljala povsem drugačna, stroga pravila, ki se jih je bilo treba pazljivo držati. Kazen za besedo, za eno samo besedo, se je lahko zgodila kjerkoli, v razredu, uradu ali kar ne pričakovano sredi ceste, kot opisuje tako epizodo, naprimer Civilizobec in vrsta drugih pričevalcev. Naslednja dvojnost pa se je pojavila z odraščanjem na relaciji italijanski državljan po narodnosti Slovenec. V italijanskem okolju ta v tistem času, pač režima fašističnega, ni bila brez rasističnih podtonov oziroma dimenzij. Tudi tukaj je bil otrok soočen z vrsto novih zunanjih vplivov. Otroci so spoznali, da so alođeni, tujerodci, da so državljani Italije sicer, vendar druge, nižje rase in vrste. Italijanski rasizem je bil namreč daleč od biologističnega rasizma nacionalsocializma. Prebivalci Apeninskega polotoka bi namreč v najboljšem primeru ustrezali tako imenovani mediteranski rasi, tretji za nordijsko in za alpsko podomnevni kvaliteti na rasno-biologistični lestvici. In ko je bilo v 20 letih Mein Kampf preveden v italijanščino, je bila izbrisana skoraj polovica knjige, namreč tista poglavja, ki govorijo o rasni teoriji. Saj bi povprečen Italijan v nemški arijski Evropi, saj po definiciji, kot beremo v Mein Kampfu, izgledal kot rasna katastrofa. Kljub temu je bil italijanski rasizem artikuliran, v prvi vrsti v odnosu do Arabcev, posebno po osamosvojitvi Etiopije, neevropejcev nasploh in seveda tudi Slovanov. Zanimivo je dejstvo, da v propagandnih plakatih in v osnovnošolskih učbenikih ter v drugem didaktičnem materialu najdete podobe rasnega tipa, ki pa nikakor ni mediteranski, temveč je pretežno nordijski, dostikrat celo slovanski. Ta rasizem najdemo celo v tehle albumih za najmlajše, katerih je lahko otrok v vrtcu barval zdajte zamorčke v belo ali v blond. Tretja raven pa je bila raven ideološkega rasizma, če citiram poveljnika mladinskih fašijev Carlo Sforza. Citiram: novi Italijan, ki ga bo izoblikoval fašizem, ne sme imeti ničesar skupnega z Italijanom iz preteklosti. Razen skupnih slavnih izročil, navad in jezika, mora fašist, Italijan jutrišnjega dne, predstavljati najpopolnejše nasprotje demoliberalnega državljana, okuženega z vsemi dvomi in oslabljenega od vseh demagogij. Tudi fizično mora biti drugačen. Antropološka revolucija fašizma je, kot rečeno, delovala v smeri načela, država ustvarja nacijo, pri čemer je bila fašizacija ideološki temelj, jedro. Tudi znotraj tega koncepta so slovenski otroci v Julijski krajini spadali spet v posebno kategorijo. Tako je italijanski državljan slovanskega rodu nastopil spet kot nepopoln državljan, saj mu je do pravega državljanstva manjkala vrsta predpostavk. Biti bi moral torej italijanski državljan, govorec italijanskega jezika, imeti italijansko kulturno formo mentis, izkazovati pristno pripadnost ideologiji fašizma in biti rasno ustrezen. In razen po sili razmer prve točke, se pravi državljanstva, so bili slovenski otroci v nasprotju z vsemi drugimi predpostavkami definicij. Režim se je namenil izvesti potrebne korekture oziroma transformacije in šola je bila pri tem ključno orodje. Tako so kmalu prišla na vrsto imena, najprej krstna, na to vsa slovanska, tudi otroška imena. To je določal zakon številka 383 iz 8. marca 28, ki je prepovedoval smešna ali nemoralna imena, ki bi lahko žalila javno mnenje. Na podlagi zakona je bilo tudi retroaktivno mogoče spreminjati že obstoječa imena. Nazadnje pa so šolske oblasti pooblastile kar učitelje v Julijski krajini, da v šolskih seznamih po lastni presoji otrokom spremenijo imena oziroma prepovedujejo uporabo slovanske oblike. Tako je bil pogosti rezultat, da je otrok imel domače ime in ob tem še šolsko ime. Starši so uporabili domače, učitelj italijansko varianto, slovenski sošolci in prijatelji pa odvisno od situacije. Kot kompromis je kot preživetvena strategija ponavadi nastala še tretja oblika imena, ki je nazadnje pokrivala obe rabi. Z italianizacijo šole je verouk ostal potem edini pouk v slovenščini. Leta 27 se je izvajal v šoli, leta 28, ko je prosvetno ministrstvo odredilo, da se verouk
pač poučuje izključno v italijanskem jeziku, so ga predstavili v semenišče, tam, kjer so bili duhovniki slovenskega rodu v veliki večini. Drugi problem odnosa med katolicizmom in fašizmom pa nastane po konkordatu 1929. Fašizem se je v svojih dimenzijah politične religije z miti, obredi in simboli usmerjal v ideologizacijo mladine, a se je izogibal spolom s katolicizmom. Ob tem je bilo jasno, da mora biti fašizem vodilen v politiki in etiki fašistične države, kot je o tem zapisal Mussolini v razpravi s takim naslovom, citiram, katoliška, vendar fašistična, zlasti in izključno fašistična. To je spet bistvena razlika v odnosu italijanskega fašizma do katolicizma v primerjavi z nacionalsocializmom v Nemčiji. Po sklenitvi konkordata se je namreč katolicizem spajal v specifične kontradiktorne oblike fašistične in religiozne etike in prav na primeru šolske populacije se je tak spoj kazal v vsej dimenziji. Že na naslovnici šolskega učbenika za drugi razred osnovne šole nas preseneti bipolarnost, ki pa je seveda zadevala tudi učence italijanskega jezika in narodnosti. Ta rušilni vitalizem fašizma z geslom, naprimer, kot je tukaj, Libro in Moscheto, fašista perfecto, knjiga in puška, popoln fašist, ter religiozna vzgoja sta bili v drugem razredu stlačeni kar v eno in isto obvezno šolsko knjigo. V učbenikih pa se je ta schizofreni svet potem nadaljeval in stopnjeval. Na eni strani sveti Frančišek, ki se pogovarja s ptički v isti knjigi, na naslednjih straneh sovražnik Italije, ki je to prebodena žaba, potem spet motiv Marije z detetom, na to spet zamorec abesinski, ki ga požre lev, potem spet navodila o molitvi in potem spet scene, kot je tako zamorca z velikim batom zloži pripadnik ekspedicijskega korpusa. Schizofrenost je tičala že v samem poskusu iskanja skupnega imenovalca med katoliško moralko in tem rušilnim dinamizmom. Še bi lahko potem te slike nizali. Skratka, če počasi sklenem, otroštvo je tukaj videti kot nekakšno miselno minsko polje. V večplastnih situacijah so se nenadoma znašli slovenski in hrvaški šolarji v Julijski krajini. Priča smo položaju, ko je na eni strani s to politiko, na eni strani sicer režim vzgajal italijanske državljane, a na drugi strani istočasno in po inerciji generiral subverzivno obnašanje. Schizofrena situacija se je tako pojavljala za otroke že na ravni, kako govoriti, slovensko ali italijansko, kaj govoriti, nekje je bilo za otroka na primer koristno hvaliti fašistične mladinske organizacije ali italijansko državo, nekje je veljalo nasprotno, na to, ki je kaj govoriti, v cerkvi in pri verouku ali v družini so bile pogosto zaželene diametralno nasprotne tematike v tistih šoli, ob šolskih dejavnostih ali v javnosti sploh. Nadalje, kaj govoriti s kom? Z domačim župnikom v slovenski fari, slovenski nacionalni katoliški diskurs, z učiteljem v italijanski šoli patriotski fašistični diskurs, s prijateljem, ki je bil otrok priseljencev iz južne in notranje Italije, spet izbirati posebno tematiko, v župnišču pri slovenskem duhovniku hvaliti slovensko domače branje, v šoli italijansko literaturo, slovensko sošolko spet govoriti skrivaj v slovenščini in tako dalje. Zato pravim, da je nastajal nek svet, ki je spominjal na neko miselno minsko polje, ki je zahteval previdnost na vsakem koraku. Saj se je položaj nenehno spreminjal ter generiral odločitve od trenutka do trenutka, kakor hitro je fizično ali miselno otrok spreminjal okolje ali pa se je to, naprimer z nepričakovanjem obiskov soseda, spremenilo okoli njega. Ti obrati so seveda zahtevali specifične strategije preživetja. Še danes pa tako slovenski primorski 80-letniki znajo na pamet številne fašistične himne, znajo zrecitirati večino najpomembnejših parol režima, najbolje pa je, da na drugi strani o njihovem latentnem anti-italijanstvu, ki sem ga zaznal v teh pogovorih s to populacijo, da o tem niti ne govorimo. Rezultat politike režima bi lahko strnili ugotovitev, da če je za odpravo družbenih posledic politične
političnih praks dovolj morda mandat vlade, je za spremembo ideoloških vzorcev potrebna že ena cela generacija. In to velja očitno tako za ideološke koncepte, ki so priučeni in privzgojeni, kakor tudi za tiste, sprejeti, ki so pa vsiljeni. Le da v tem primeru, ko so vsiljeni, poteka proces v nasprotni smeri. V duhovni ravnini se namreč vsaka vsiljena stvar spremeni vlastno nasprotje in le spontano sprejete vrednote ostanejo. Tako da poznejša, morda bolj kot zaključna misel, poznejše dogajanje na Primorskem, tudi med drugo vojno, je morda potrebno videti tudi v tej luči. Hvala lepa. Najlepša hvala Egonu Pelikanu za ta res slikovit, da ne govorim o točnosti časovni dimenzijah tega referata. Tako da res najlepša hvala, kot sem rekla, da pogovarjali se bomo